Živijo barabe. Ain't no sunshine when she's gone, it's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Zlati gumb. Pardon, živali, pardon. Se pravičujem, gremo še enkrat. Danes bomo zopet govorili o Slovenija ima talent. Vsakič, ko pride nova sezona, moramo sami video posneti. Zelo rad komentiram takšne, bom rekel, dogodke, ki se v tej oddaji zgodijo, ki se mi zdijo absurdne. Lani ali predlani je bil tisti gej, oziroma ne ravno gej, ampak drag queen, ki je dobil zlati gumb. Letos pa je ta Rusija, Ukrajina, Pop TV. In rdeča nit tega videa je to, da je 19-letna, zelo talentirana Sofija Rusinja. In na podlagi tega ji žirantje niso, pa bom rekel, niso dovolili, da se uvrsti v finale in so zato glasovali za sotekmovalca, ki je prav tako dober, ampak ne tako odličen, kot je Sofija, ki je Rusinja. Če bi bila karkoli drugega, sploh Ukrajinka, bi bila že verjetno zmagovalka. Koliko sovražim in koliko mi gre ta oddaja na kurac, toliko jo rad gledam. Ne vem, pač to je že nekako tradicija pri meni, da si vsako sezono pogledam, ker sem gledal od prve pa vse do te sezone. Kaj je to, že 10. sezona ali katera, ne vem. Vse takrat, ko je bila Lina še taka, ne, takrat sem še hodil s hčerko od Lucien in sem imel to privilegij, da lahko vidim talente v živo. Ampak jaz mislim, da so talenti vsako iz sezone v sezono bolj umetni, vedno več umetnih točk, imam občutek, da tudi vedno manj kandidatov in potem nekako to štukajo s takimi umetnimi točkami, da nastopajo Peter Poles, Stare in tako naprej. In tudi vidi se, da je oddaja vedno manj pristna, vedno bolje vse, bom nekako rekel, set-up ali kako bi temu rekel. In jaz mislim, da je prioriteta te oddaje Slovenija ima talent samo še to, ker je pač vedno velika gledanost in se lahko na podlagi tega v to oddajo uturi ogromno enih reklam, ne? Ker če smo iskreni, to ni več Slovenija ima talent, ampak Slovenija ima reklame. Reklam je res hudičevo preveč. Moraš to gledati, ker ti pač paše gledati ljudi, ki nastopajo in potem ti to komentiraš kot največji strokovnjak za vse. Ples, glasbo, komedijo in vse, kar pač pride na tisti oder. Sofija, 19-letna Rusinja, ki je za moje pojme zadnjih 5 sezon daleč najbolj talentirano bitje. Ker punca ima vse. Glas, stas, prezenca in tudi izgled, čeprav izgled, še eno trdim, ne bi smel biti nikoli pomemben v show biznisu in nikjer, ampak žal je danes izgled prej kot vse. Tako da, hočeš nočeš, tudi to ima. In kaj je tukaj spornega? To, da je Sofija Rusinja. Kot vemo vsi, Pop TV je zelo ukrajinski in od prvega dne, ko je začela vojna, se pravi lani ali predlani, je Pop TV dal jasno in glasno vedeti, da so na strani Ukrajine in Rusijo tretirajo kot agresorja. Nič koliko člankov so objavili, da so športniki dobili prepoved igranja na raznih tekmovanjih, ker so iz Rusije. Potem enkrat je bil en dirigent ali dirigentka, ki so ji prepovedali koncert v eni izmed evropskih držav in tako naprej in tako naprej. Se pravi, Pop TV je vedno veselo skakal po tipkovnicah in objavljal članke in pisal, kako so Rusi suspendirali na umetnostnem ali športnem področju. In že to mi je bilo čudno, da je sploh Tamala prilezla do polfinala. Iskreno, Tamala bi mogla dobiti zlati gumb, ker ona je definicija, kaj je biti talent. Ona ima 90% lastnosti, ki jih noben šlager pijevač, kurac, palec v Sloveniji nima. Kot sem prepovedal, od prezence, glas, stas, do mimik na odru, do obnašanja na odru, do, bom rekel, odnosa z mikrofonom. To so vse taki detajli, ki so pomembni, da je človek zanimiv in ga lahko gledaš in je vse skupaj okusno. Tako da, moje pojme je to daleč največji talent, kar sem jih zasledil v oddaji Slovenija ima talent. In potem se tukaj zgodijo te polfinale,
Že to mi je bilo čudno, Rusinja je v polfinalu, pizda Pop TV-ja, lahko zmirno spite. In ne glede na to, da sem navijal za Kotnika, Gregor mu je ime, ne, Jure, za Jure Kotnika, res ima dober glas, preprost fant in to je tisto, kar najbolj cenim pri ljudeh, da so preprosti, čeprav imajo neizmerno hud talent. Pa tudi Sofija, glede na to, da se zaveda svojih kvalitet, mi je dala občutek, da je preprosta in skromna. No, v glavnem gremo nazaj na Kotnika. Kotnik je s tem nastopom imel res brutalen nastop. Vidi se, da ima poseben glas in da je rojen za na oder. Hočeš, nočeš, ne? Ampak je preprost. Ni tisti jaz sem lep, jaz sem samo všečen, vse mi ga fumajo, sporivam vse. In sem rekel, ta zna zmagati. Ampak kaj se tu zgodi, da večina, to sem že opazil skozi čas, ko sem gledal te oddaje, da večina pevcev v polfinalu izberejo napačno pesem. Recimo Anej Piletič je tudi izbral napačno pesem. Zdaj ne vem, ali jih Pop TV sili v to, da morajo peti to, ali si želijo z neko balado oziroma z neko pesmijo, ki je čustvena, kupiti glasove. Se pravi, da se, bom rekel po domače, ližejo v rit publike, joj, kakšna lepa pesmica, to pesem imam rad, bom glasoval zate. In za moje pojme je tudi Kotnik zajebal z izbiro pesmi, ki jo je predstavil v polfinalu. Zakaj? Kot prvo je stopil v zelo velike čevlje. To je pesem od Luis Capaldija. Luis Capaldi je zopet, za moje pojme, eden večjih glasbenikov zadnjih 20 let. Ja, upam si to priznati, ker kot prvo všeč mi je, ker je totalno nasprotje vsega, kar so te hollywoodski pozerji. Ima preveč kilogramov, kaže svoj trebuh, dela fotke v gatah. Hello, I am your leader. Imagine if you will, for a moment. Zajbava in provocira estradnike. In to je tisto, kar mi je všeč pri njem, da ga boli kurac, talentiranje, on ve točno, če se je sposoben in se mu jebe za imidž, jebe se mu kako zgleda in jebe se mu za vse. In zato ga toliko bolj cenim. Pa konec koncev ima še Tourette sindrom, ne? To, kar imam tudi jaz. Tuj. In stopiti v čevlje velike, kot so od Luis Capaldija, moraš imeti jajca. Ker on ima nerealno specifičen glas. In ta njegov škotski, vse je Škot, ne? Ta njegov škotski dialekt naredil vse skupaj toliko bolj romantično. In sem poslušal 1001 cover od Luis Capaldija, ampak stari, ne moreš mu parirati, nemogoče. In ne glede na to, da je Kotnik priredil malce cover, kar mi je bilo všeč, da ni enako odpel kot Luis Capaldi, ampak vseeno ni bilo to. In ne vem, zakaj se je odločil za eno tako pop balado, prihaja iz nekih metal, rock krogov, če že balado vzame od Metalike, Nothing Else Matters ali pa katerokoli drugo balado, kjer je bolj, bom rekel, v njegovi koži. In če bi se izbral nekaj metal, pop, metal, rock ali pa nekaj v tej smeri, kar on skozi celo življenje igra in poje, jaz mislim, da bi bil še jači. Tako pa je bil nastop. Ampak Sofija je tukaj deklasirala vse pevce in v predizboru in v polfinalu in jaz mislim, da še dolgo sezono naprej. In kaj se zgodi? Glasovanje, naprej gresta tista dva akrobata, brutalno, in bitka med Sofijo in Kotnikom. Kdo bo šel naprej? Ali Sofija, Rusinja ali Kotnik? Zdaj, če bi bili tukaj iskreni vsi in pošteni, jaz mislim, da Kotnik ni imel z vsem spoštovanjem do njega, jaz sem za njega navijal, ker mi je bil s prvim nastopom res brutalen, ampak ji ni bil niti do gležnjev. Njen nastop je bil enostavno wellness za ušesa in...
Božalo je našo dušo. Ampak žirija je vsako leto slabša. Vedno bolj so zlagani, vedno bolj so fake in vedno bolj so, vidi se, da so umetni in pride gor nekdo, ki naredi to. Wow, koliko si ti bila dobra, mislim, te poteze, tvoj glas, to je odlično, ne, to je drek. Ne razumem sploh, zakaj laže ljudem, če je bilo slabo, je slabo. Ampak vedno bolj je vse fake. Škufca, mogoče še edini si nekako, ali pa so ga za nalaž dali, da bo tisti malo bolj resen, ampak imam feeling, da bi najraje komu povedal, da je goni, se dol zodra, ti si za en kurac. Vsi ostali trije pa so zelo plastični in umetni, da se prav rečem, joj, v biznisu ste že pol življenja ne lagati. Ta nastop je bil slab. Tako da ja, žirija mi je tudi vedno manj simpatična, ne? Ker pač vidi se, da so primorani govoriti o presežkih, čeprav nastop je bil kar neki. No in če bi tukaj žirija bila poštena in bom rekel, razmišljala s svojimi možgani, ne pa z možgani od Pop TV-ja, bi lagano rekli, da je Sofija bila 10 stopnic nad vsemi nastopi v tem polfinalu. Ampak žal je Sofija Rusinja in kot sem rekel, Pop TV je ukrajinski in Sofije niso smeli pustiti naprej zaradi politike Pop TV-ja. Tudi njena mama je na Instagramu, mislim, da je to mama, objavila to, kar pomeni, da je vedno politika pred umetnostjo in talentom, kar je res. Politika bo vedno bila predvsem. In točno to mi gre na kurac, da zato, ker je Rusinja niso spustili naprej. Ker če bi jo, bi potem Pop TV pljunil v lastno skledo. Pop TV, kot sem prej povedal, je na ukrajinski strani že od samega začetka vojne. In jebem ti politiko in jebem ti Pop TV, dejansko ljudi, ki imajo brutalen talent. Kotnik je tudi zelo talentiran, ampak Tamala je 66krat bolj. Priznam, da bi raje videl, da gre nekdo, ki je iz Slovenije naprej, ker je Slovenija ima talent, ni Rusija ima talent, Ukrajina, Palestina, Izrael, ampak Slovenija ima talent. Če smo pošteni in če pač odmislimo, iz kje kdo prihaja in če so taka pravila, da se lahko prijavi vsak, tudi v Nemčijo hodi Slovenci, tudi v ne vem, kjer vse države se prijavljajo Slovenci. In če pozabimo, iz kje prihaja in če gledamo samo talent, kar je tudi rdeča nit oddaje, talent, je Sofija si zaslužila 101% nastop oziroma uvrstitev v finale. Ampak nimaš kaj. Tu je politika, vedno bo prisotna in vedno bo to tako. Če bi bila Ukrajinka, bi verjetno bila že v finalu, verjetno bi že najdli stanovanje, ker lahko živi z družino brez najemnine, dobila bi pomoč, starši bi dobili otroške ni da ni in bi živeli boljše kot katerikoli sleherni Slovenci. Ampak tako je to. To je že logično, da vse medije kontrolira Zahod in če bi pustili Sofijo naprej, ki je Rusinja, bi Pop TV bil verjetno v velikih težavah. Ampak jaz mislim, da si Sofija zasluži več kot Oder Slovenija ima talent. Sofija bi mogla nastopati v musicalih, kjerkoli po svetu. Še z malo treninga in izkušenj bo deklasirala vse. Tako da jaz upam, da jo uspe nekje drugje in da opazi, da od tega Pop TV-ja ne rabiš nobene pomoči. Zdaj si naredila ime in jaz upam, da dela v tej smeri, da bo enkrat res stala na odrih velikih musicalov, kjerkoli po svetu. To je to. V takem svetu živimo in tako je to. Moraš biti iz prave države, moraš biti prave nacije. Če nisi, te bodo jebali na vsakem koraku. Hvala in nasvidenje.